Danes se nahajamo na Gorenjskem in na deželi poteka vse malo počasneje. In nič drugače ni na kmetiji Ažman, kamor se pravkar odpravljamo. Pridi z mano. Imate fajn tukaj na Gorenjskem, ne? Tomaž, povejte mi, je prav ta v bistvu naravna rast piščancev rezultira v tem, da imajo vaši piščanci boljši okus? Ja, čas je zelo pomemben. Naši piščanci rastejo dalj časa, brez antibiotikov in umetnih hranil. Dajemo jim domačo hrano, kot so koruza, pšenica in ječmen, vse to pa prihaja iz naših polj. Hudo. In zdaj, če sem jaz prav videl, prej, ko sva hodila okoli, sem opazil, da imate dejansko pri piščancih talno gretje. Zakaj to? Ja, ker se piščanci tako boljše počutijo, jim je bolj udobno in zaradi tega je tudi lepši prirastek. Osnova pri vsaki peki je, da imamo prvo ful kvalitetnega piščanca. Jaz vedno kupim takega celega, da mi po peki, v bistvu, ko porabim meso, ostanejo še kosti, iz tega skuham zastonj jušno osnovo in to pomeni, da imam zastonj okus za druge jedi. Če hočem, da je piščanec po peki še bolj sočen, ga ne sam solim, ampak ga dejansko namočim v slani vodi. Tehnika se imenuje brine in tako več vode prodre v piščanca in ostane še bolj sočen. Zadnji trik, ki sem se ga naučil v kuhinji, pa je, da piščančje meso pred peko vsaj pol ure pustim zunaj, tako se stemperira in ko ga dam v pečico, dejansko manj zategnejo vlakna in spet ostane bolj sočen piščanec in več okusa. Dobro piščančje meso res ne potrebuje veliko, samo čas, skrbno rejo in prave sestavine. Pri kmetiji Ažman so to vzeli zelo resno in zato je tudi njihov piščanec tako zelo okusen. Piščanci Ažman vas že čakajo v Šparu. Pridite po svojega.